Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas na tekmi 14. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med domačimi Dobrovci in gostujočo zasedbo Šmarje pri Jelšah. Gre za obračun dveh ekip, ki se krčevito borita za obstanek v tretji ligaški konkurenci. Zaenkrat po prvih 45 minutah pa je izid izenačen 1:1. V 6. minuti so z izjemno samostojno akcijo v vodstvo prešli nogometaši Dobrovc, nato v 40. minuti pa je zaenkrat rezultat tega srečanja 1:1 z 11-metrovke postavil Firšt. Bomo videli, kaj to vse skupaj pomeni za drugi del. Neodločen rezultat bi konec koncev nekoliko bolj odgovarjal domačim, ki imajo zaenkrat 2 točki prednosti na prvenstveni lestvici pred Šmarjami. Sredine igrišča za drugi polčas bodo krenili gostje, ki ta dvoboj igrajo v oranžnih dresih, na drugi strani pa Dobrovce v svojih tradicionalnih modrih. Sedaj je praktično že vse nared za začetek tega drugega polčasa, zagotovo pa je pred nami borba do zadnjega sodnikovega žvižga. Jasno, eni in drugi bi si želeli zmago, Dobrovce bi tako prišle na 5 točk prednosti pred zadnjima 2 tekmama, kar bi bilo za Šmarje zelo težko ljubljivo glede na formo, ki jo kažejo v zadnjem času oziroma skozi celotno sezono. Medtem pa že prvi udarec iz kota za domače v tem drugem polčasu. Na izvedbo odhaja številko 19 Jager. Jager je našel Hotinskega, 2:1. 46. minuta, novo vodstvo Dobrovc z 2:1 po podaji iz kota Jagra. Najvišji v skoku številko 9 Alen Hotinski in takoj po začetku drugega dela šok za goste in nova prednost Dobrovc 2:1. Strelec pa, kot že rečeno, številko 9 Alen Hotinski. Kores, jasno, gostje bodo sedaj morali stopiti višje in začeti, oziroma bodo morali tvegati več. Znova so se znašli v zaostanku, potrebujejo 2 zadetka za zmago, da na lestvici prehitijo Dobrovce. Kelc na levo stran, kjer se je v napad vključil Blagus. Blagus proti Štahelu. Še vedno posesti Štahel. Out za Šmarje. Iz avta bo za goste metal Kresnik, še vedno je na tleh Štahel. Petek nenatančen pri oddaji žoge proti Kelcu. Kores vrača za Gajšku. Znova za Gajšek. Travnikar proti Fišerju. Firšt spodaja proti Mikšetu, a je iskal Korošca, nenatančen pri oddaji žoge Mikše. Blagus, Podbrežnik.
Pivec. Nenatančen pri oddaji žoge je bil Pivec. Kores. Jančič. Drofenik, ta podaljša proti Korošcu. Korošec je na levi strani iskal Mikšeta. Nenatančna podaja je bila to za slednjega. Travnikar, na mestu je bil Klanšek, še vedno Klanšek, ta je iskal Štahela, na koncu prekršek gostujočih nogometašev, prosti strel za Dobrovce. Jager, še vedno posesti Jager, Kelc, ta mirno vrača do Pivca. Petek. Petek takoj z visoko podajo napad proti Podbrežniku. Kelc je lepo spustil do Jagra. Še vedno Jager v prostor proti Klanšku. Klanšek v priložnosti, še vedno Klanšek, povratna podaja proti Hutinskemu. Klanšek vendarle brez zadetka, nova velika priložnost za domače in splavale po vodi. Zgolj udarec iz kota na koncu. Izvedel ga bo številko 19, Jager. Jager. Klanšek. Nanje takoj pritisnil Mikše, out na koncu za Šmarje. Rumeni karton je sedaj prejel Domen Klanšek. Blagus je prebral namero gostov, še vedno Blagus. Hitro do posesti Šmarje. Drofenik. Diagonalna podaja na levo stran proti Fišerju. Prehitra za slednjega. Domačim jasno se sedaj nikamor ne mudi, imajo znova to željeno prednost. Jager in Drofenik v dvoboju, prekršek Jagra. Pa še ponavlja je, prvič, drugič. Prosti strel je zadel Travnikar proti Fišerju, ta pa nespreten pri oddaji žoge. Travnikar z visoko podajo v napad proti Firštu. Višji od Firšta je bil Pivec, Kores, Blagus. Blagus do Podbrežnika.
Na mestu sedaj za Gajšek. Pametno Podbrežnik, nov out za domače. Blagus je iskal Hutinskega, ta ni najbolje ocenil leta te žoge in gol out za Travnikarja. Firšt višji od Blagusa. Dobro je posredoval Pivec. Hitro iz avta Korošec, Drofenik. Še vedno Drofenik. Kores. Kores proti Mikšetu. Ta do Firšta. Izbija vse skupaj Petek. Klanšek višji in spretnejši od Mikšeta. Vendarle na koncu out za Šmarje. Hutinski. Prekršek nad Hutinskim je storil številko 8 Jančič. Opozorilo glavnega sodnika za trenerja gostov. Prosti strel za domače bo izvedel Štahel na kratko do Kelca. Kelcu prostor proti Tadeju Štahelu, izbil je Travnikar. Podbrežnik do Kelca, ta proti Jagru. Manjši nesporazum sedaj v taboru Dobrovce, Travnikar takoj z visoko podal napad. Najvišji v skoku je bil Blagus. Kelc, še vedno Kelc, težave sedaj za Kelca, rumeni karton za domačega vezista, pameten prekršek, konec koncev je bil to Kelca, ki je s tem na nek način preprečil možnost uigrane kombinacije gostov. Ob igrišču se pripravlja tudi prva zamenjava danes. Na izvedbo prostega strela se sedaj pripravlja številko 21, tim Travnikar. Travnikar brez nevarnosti za ploja. Iz igre odhaja številko 10 Firštu, v igro pa prihaja številko 9 Gregor Čakš.
menjava v napadu pri gostih, bomo videli, ali bo Čakš uspel nevarneje zapretiti na gol domačih. Jager spodaja proti Podbrežniku, prebral je to namero domačih za Gajšek. Izbija Štahel. Mikše proti Korezu. Še vedno Korez, pravočasen pri oddaji žoge do Zagajška. Jančič. Veliko prostora je imel sedaj Kresnik, ki je spodajal prostor, iskal Čakša, a prehitra je bila leta za slednjega. Znova brez prave nevarnosti za Ploja. Blagus proti Štahelu. Prekršek je storil Kresnik. Pametno Podbrežnik, prebral je njegovo namero Travnikar. Jančič proti Čakšu, ta je odložil na desno stran, kjer je bil Kresnik, ki izbija Blagus. Najboljši strelec domačega moštva v tej sezoni je Elvino Podbrežnik z 8 zadetki, po 2 oziroma na drugem mestu s 3 je Domen Klanšek, po 2 sta dodala Jan Krivec ter Aljaš Jager, po 1 pa Nec Grandošek ter Žan Petek, skupno pa so s tem današnjim domači dosegli 17 zadetkov. Blagus vrača Ploju, ta izbija, vmešal se je Korez. Korošec spodajal kazenski prostor na mestu Petek. Kresnik spodajal, izbija Pivec, Čakš. Na koncu se je vmešal Hutinski, ta takoj prostor proti Klanšku. Še vedno Klanšek v samostojni akciji. Hutinski, prekršek Mikšeta. Pametno je ta prekršek izsilil Hutinski. Pri gostih pa v tej sezoni, kar se tiče statistike zadetkov, najboljši David Firšt, dosegel je 4, na drugem mestu s 3 zadetki je Valentin Fišer, po 2 sta dodala Jure Drofenik ter Urban Jančič. Medtem podaja Jagra proti Hutinskemu, prekršek je storil Hutinski nad vratarjem Travnikarjem. Prekršek Petka. Čakš, vmešal se je Kelc. Klanšek. Še vedno Klanšek v samostojni akciji. Tokrat je na levi strani iskal Podbrežnika, pravočasno pa se je obrambo vrnil Korez. Veliko prostora se sedaj odpira gostom. Petek je dobro posredoval ob kapetanu gostov Drofeniku.
Prekršek sedaj Jagra nad Drofenikom. Drofenik z diagonalno podajo na desno stran, kjer je Korošec. Še vedno Korošec. Izbija Pivec. Strel z roba kazenskega prostora Korošca brez večje nevarnosti za vratarja Ploja. Teče 65. minuta obračuna, še vedno v minimalni prednosti domači z 2-1. Hutinski lepo v prostor proti Klanšku. Še vedno Klanšek, izbil je Travnikar, udarec iz kota za domače. Znova bo kot pri domačih izvedel številko 19 Jager. Sicer najvišji v skoku petek, a nekoliko previsoka podaja bila za slednjega. Zaključil je vse skupaj Klanšek, Travnikar takoj napad proti Korošcu, na mestu je bil Tilen Štahel, out sedaj za Šmarje. Izbija Štahel. Druga zamenjava sedaj v taboru gostov. Iz igre odhaja številko 18 Korošec, v igro pa prihaja številko 11 David Čonč. Izbija Klanšek. Zagajšek na desno stran proti Kresniku. Kelc, še vedno Kelc. Vendarle je žoga zapustila igrišče in out bo pripadel gostom. Kores vrača do Travnikarja. Drofenik. Prebral je namero Drofenika. Jager takoj v prostor proti Podbrežniku. Pravočasno izvrat Travnikar. Zagajšek. Travnikar je na desni strani iskal Kresnika. Podbrežnik s povratno podajo proti Blagusu, še vedno v posesti Blagus. Vendar je na koncu out za Šmarje. Še vse Hutinski. Kelc, še vedno v posesti Kelc. Klanšek. Izbija Travnikar, Jager. Drofenik vrača Korezu, ta pa nenatančen s podajo proti Čakšu. V
tej sezoni pred tem dvobojem je bilo pokazanih 412 rumenih in 24 rdečih kartonov. Igralo je 316 različnih nogometašev, največ gledalcev pa se je zbralo v drugem krogu na koroškem derbiju med Dravogradom in Korotanom, kar 350 jih je bilo. Največ zaporednih zmag je uspelo nanizati Bistrici, kar 9, največ porazov zapovrstjo seveda je vknjižil Videm. V igro pa je s klopi največkrat vstopil Enej Kapun, nogometaš Bistrice 10krat, po 9krat so kot džokerji svojih trenerjev s klopi vstopili še Aleš Leskovar iz Reč, Alen Orlač iz Cirkulan, David Ferčec Rogaška ter Blaž Kovač Korotan in Andraž Kores Šmarje. Hutinski na desno stran proti Štahelu. Klanšek znova do Štahela. Na mestu Mikšeta takoj v zvezdno vrsto, kjer je Drofenik. Nanj je pritisnil Štahel. Še vedno v posesti gostje. Blagus. Blagus je iskal Štahela, žoga je že zapustila igrišče in to bo nov out, znova za Šmarje. Travnikar. Drofenik, Jančič, Kores. Prekršek za Gajška nad Podbrežnikom. Najvišji v skoku Štahel. Prekršek Hutinskega nad kapetanom Drofenikom. Rumeni karton je prejel Hutinski za ta štart. Prosti strel za goste bo izvedel številko 8 Jančič. Klanšek, Hutinski. Še vedno Klanšek. Klanšek v prostor proti Podbrežniku. Še vedno Podbrežnik na mestu. Za Gajšek še ena lepa priložnost je bila to za domače, ki je splavala po vodi. Nespametno sedaj Podbrežnik. Podbrežnik je prejel rumen karton. Umirite se, ne rabimo kartone! Umirite! Vino! Štahel, Jager Jančič na mestu Drofenik, na desni strani sedaj ima veliko prostora Čonč. Čonč s podajo proti Čakšu, ta pa bo prejel rumen karton zaradi simuliranja.
morda nekoliko stroga odločitev sedaj strani glavnega sodnika. Roke, glej, kaj ga vleče. Vse skupaj sedaj jasno gre, je voda na mlin domače ekipe, ki še vedno ima željeno prednost. Razumelo se je vse skupaj na terenu, jasno, v obeh taborih se zavedajo, kako pomembna je ta tekma. Podbrežnik proti Klanšku. Še vedno Klanšek. Fišer. Prekršek petka. Pameten prekršek sedaj domačega kapetana, ki je s tem prekinil poizkus hitrega protinapada gostov. Jančič. Čakš proti Čonču. Nenatančna podaja sedaj Čakša. Iz avta bo metal Blagus. Pivec. Brez prekrška sedaj Zagajška nad Podbrežnikom. Travnikar Drofenik, teče 76. minuta obračuna. Vmešal se je Drofenik, Mikše iskaje Fišerja, Jager, še vedno Jager, lepo je našel Klanška, pravočasno izbija Travnikar. Kelc proti Hutinskemu. Ta je atraktivno iskal Klanška, morda je sedaj hotel preveč Alen Hutinski. Nova zamenjava v taboru gostov. Še iz igre odhaja številko 2. Uroš Mikše, v igro pa prihaja številko 20, Andraž Kores. Jager, še vedno posesti Jager, vrača do Pivca, Pivec, Štahel, znova Jager, Jager je sprožil mimo vrat, ostaja 2 proti 1, lepo odigrano strani domačih. Izbija Blagus. Travnikar na desno stran proti Kresniku. Čonč. Še krat Čonč, Čakš ni uspel ustaviti te podaje. Hutinski takoj v prostor. Travnikar vrača svojemu vratarju. Prekršek Blagusa nad Čončem. Prosti strel sedaj v ugodnem položaju za goste. Znova bo izvajalec številko 8 Jančič.
tokrat proti bližnji vratnici, izbil je Blagus. Štahel. Mirno je Drofenik vrnil za Gajškuta, vse nazaj do vratarja Travnikarja. Kores je odložil na desno stran proti Čonču, a nekoliko prehitra je bila ta podaja, out za domače, izvajalec pa Blagus. No, out za domače. Jančič. Jančič proti Drofeniku, nanj je pritisnil Klanšek, dovolj spreten je bil Drofenik. Čakš strelja, obramba Ploja, brez večje nevarnosti za domačega vratarja. Kar se pa tiče rumenih kartonov, pa v tej sezoni pri Dobrovcih največ jih je zbral Tilen Štahel 6, kar je tudi po tem statističnem podatku na drugem mestu med vsemi v ligi. S 5 sledi Alen Hutinski, na 3. mestu s po 3 pa so Aljaž Jager, Žan Petek, Nec Grandošek, Krešo Blagus ter Domen Klanšek. Skupno so pri Dobrovcih v tej sezoni prejeli 35 rumenih in tudi 3 rdeče kartone. Le te so dobili Ploj, Blagus ter pa Lubej. Na drugi strani pri Šmarjah pa največ rumenih kartonov Damjan Mauher 7, po tem statističnem podatku je na 1. mestu med vsemi nogometaši v ligi. 4 sledi Miha Korošec, 3 je prijel Nik Kores, po 2 pa so prijeli Aleš Lampret, Uroš Mikše, Gregor Čakš, David Čonč, Filip Kresnik, Tim Travnikar, Urban Jančič ter David Firšt. Tokrat pa se nekaj prostora odpira za Fišerja. Pravočasno pa v obrambi na mestu Štahel, Klanšek je krenil, veliko prostora je znova osvojil Klanšek, še vedno Klanšek, Podbrežnik v bloku, obramba gostov, nov udarec iz kota za domače, a rezultat ostaja 2:1. Gostje so v tej sezoni pred tem krogom seveda prijeli 35 rumenih in 1 rdeč karton. Le tega je na svoj račun upisal Uroš Mikše. Jager, dober predložek Jagra, na drugi vratnici se je odkrival Petek, a na mestu je bil vratar Travnikar. Čonč, veliko prostora je sedaj osvojil Čonč, ta v prostor proti Korezu, Kores, še vedno Kores v bloku. Ploj, izenačenje v 84 minuti po hitrem protinapadu. So se v igro za zmago znova vključili gostje, strelec zadetka pa rezervist številko 20 Andraž Kores in pred zadnjimi 6 minutami plus sodniški dodatek je pred nami. Izjemen zanimiv zaključek, jasno gostje bodo krenili po 3. gol in s tem iskali zmago. Bomo videli, kako pa bo ta gol vplival na domače. Petek, gostje so takoj znova stopili višje. Jančič proti Drofeniku.
Ta na levo stran do Fišerja, nekoliko prehitra podaja je bila za slednjega. Hutinski na desno proti Klanšku. Klanšek in Travnikar v dvoboju, uspešnejši Klanšek. Še vedno Klanšek, pravočasno se obrambo vrnil Travnikar, ta takoj proti Drofeniku. Hutinski, Jager. Jager spodaja na levo stran do Podbrežnika. Brez prekrška, Jager v prostor, Podbrežnik spodajo proti Štahelu. Jager, še vedno Jager. Kelc je sprožil v bloku, obramba gostov, žoga pri Travnikarju, a pa ne spametno. Kelc v prostor do Jagra, le temu je po vsej verjetnosti zmanjkalo nekaj moči. Najvišji skok je bil Kores, out na koncu za domače. Štahel, prekršek nad Štahelom. Rumeni karton je sedaj prijel številko 13 Kresnik. Teče 87. minuta obračuna. Rezultat 2-2. Jasno, v obeh taborih bi si želeli zmago, a na koncu, če bo ostalo pri delitvi točk, bodo po vsej verjetnosti nekoliko bolj zadovoljni v taboru domačih. Kar se tiče samega stanja na lestvici, bodo uspeli zadržati prednost 2 točk pred zadnjima 2 krogoma. Še vedno na tleh Tadej Štahel. Prva zamenjava se sedaj pripravlja tudi v taboru domačih. V igro bo prišel številko 7 Rok Lubej. Iz igre pa številko 20 Tadej Štahel. Lubej s predložkom v kazenski prostor, oziroma Podbrežnik je lepo spustil s prsmi za Hutinskega, ta pa je slabo zadev žogo pri samem zaključku. Kores
Jančič. Jančič spodajal napad proti Čonču. Čonč in Blagus v dvoboju. Prehitra podaja bila to za Čonča. Gol out za vratarja Ploja. Teče pa že zadnja 90. minuta. Jasno pred nami je sodniški dodatek. Čonč. Čonč s predložkom, najvišji v skoku je bil Čakš, a brez nevarnosti za Ploja. Kelc na levo stran proti Podbrežniku, dobra podaja bila to Klemna Kelca, še vedno Podbrežnik s prenosom na desno stran proti Klanšku. Prekršek petka nad Čakšem. Rumeni karton za Pivca sedaj zaradi zadrževanja igre. Prosti strel za goste bo izvedel Jančič. Znova v dvoboju v kazenskem prostoru Pivec ter Čakš. Dobro, gostov so zahtevali prekršek. Travnikar na kratko proti Korezu. Ta na levo stran, kjer se je v napad dobro vključil Drofenik. Drofenik in Petek. Še vedno Drofenik, izbija Pivec. Izbija Tilen Štahel. Kresnik proti Čonču. Out za goste. Čakš pred vrata. Znova v taboru gostov zahtevajo najstrožjo kazen. Petek proti Kelcu, težave ima Kelc, vendar je dobro jih je razrešil vezist domačih. Jager z diagonalno podajo proti Podbrežniku. Vendarle je zmanjkal ta zadnji korak Podbrežniku. Jančič na levo stran, Drofenik. Drofenik proti Korezu. Še vedno Korez v preigravanju. Korez je sprožil. Manjše težave je imel Ploj, vendarle prekršek Pivca nad Korezom in prosti strel zelo ugodnega položaja pred zaključkom tega obračuna za goste. Na izvedbo prostega strela pa sedaj pripravljena Jančič in pa Travnikar. Bomo videli, ali lahko gostje na tem res razborljivem obračunu za obstanek v izdihljajih v zadnjih sekundah pridejo do izjemno pomembne zmage s strelom z prostega strela. Jančič čez vrata je sprožil Jančič. Ostaja 2 proti 2, brez nevarnosti je bilo to za vratarja Ploja.
Hutinski nekoliko na pamet izbija Travnikar. Jager in Jančič v dvoboju, mešal se Klanšek. Jančič, Fišer. V bloku Petek. Čonč uspešnejši od Ljubeja. Čonč je želel s podajo v kazenski prostor zaposliti Čakša, morda je imel na robu kazenskega prostora boljšo rešitev, dobro se odkrival Korez. In glavni sodnik je med tem odpiskal konec tega obračuna 14. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod in ekipi, ki se borita za obstanek, sta se na koncu razšli z neodločenih 2-2. Domači so bili dvakrat v prednosti, gostje dvakrat uspešno do izenačenja. Preletimo še strelce v 6. minuti za 1-0. Domen Klanšek v 40. je z 11 metrovke izenačil Firšt. 2-1, takoj v začetku drugega dela Hutinski s strelom z glavo, na 2-2 pa je zadetek v 84. minuti dosegel Andraž Korez. Stanje na lestvici ostaja tako nespremenjeno, dobro ocena pred zadnjem mestu, 2 točki prednosti pred zadnjimi Šmarjami za zaključek prvenstva. Zelo še bo razburljivo v boju za ohranitev tretjeligaškega statusa. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče današnjega obračuna. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.